Lep pozdrav vsem, moje ime je Darja iz Esence vesolja in danes se bomo posvetili temi kadil oziroma čist osnovno, kaj sploh je čiščenje z dimom kadila. Predstavila vam bom nekaj najosnovnejših tehnik, ki jih lahko uporabite doma, kadarkoli to želite, ampak dajmo iti na začetku v to, zakaj bi sploh se čistili z dimom kadila, a ne? Dim kadil različnih rastlin, kot je žajbelj, palo santo, ima moč, da očisti naše energetsko telo. Zdaj, jaz sem že prepričana, da vsi, ki tole gledate, veste, da nismo samo naše fizično telo, imamo tudi energetska telesa, čustveno telo, pač še marsikaj poleg našega fizičnega telesa, kar ne vidimo, in fajn je, da začnemo skrbeti tudi za ta del našega telesa, a ne? Kar pomeni, da ko mi z vodo tuširamo, čistimo naše fizično telo, istočasno, če smo malo zavestni, čistimo tudi lahko energetsko telo z vodo, ampak imamo pa še eno orodje, ki pomaga očistiti naše energetsko telo, in sicer dim. Dim očisti naše energetsko telo vseh, bom rekla, nečistoč ali pa stvari, ki niso naše. Kaj to pomeni? Ko jaz grem v javnost, med ljudi, hočem nočem, lahko poberem razne ostanke energij drugih ljudi in to se zalepi na mene, kot se zalepi na mene, na moje fizično telo, umazanija, ne? In to lahko očistimo enostavno z dimom, hitro, kjerkoli pač lahko prižgeš tole palčko in se očistiš, a ne? Dim ima to moč, da očisti naše energetsko telo, vsega, kar ni naše, in posledično pač postanemo bolj lahkotni, pretočni. Tole je palo santo, eno izmed najbolj, bom rekla, takih klasičnih, poznanih kadil. Njegova uporaba se je precej razširila, več o palo santu bo v naslednjem videu. Danes imamo temo in fokus na samem čiščenju z dimom. Ko jaz katerokoli kadilo prižgem in imam tale dim, a ne, zdaj sedim na stolu, ponavadi sicer lahko se vstaneš, lahko pa tudi sediš, a ne, in greš z dimom okoli svojega telesa. Greš lahko od spredaj, od zadaj, če na kateremkoli delu telesa čutiš dodatno napetost, dodatno težo, nekaj, da te pač tišči, lahko daš malo več fokusa tja, a ne. Seveda lahko, če stojiš in se prečistiš, ne, od spredaj, zadaj. Važna tukaj je tvoja intuicija in ko čistiš z dimom, je vedno važno, da si prisoten, prisotna, in je tvoja namera ta, da ti pomaga dim te rastline očistiti, ponovno razrahljati, zbalansirati tvoje energetsko telo. To je to, a ne. Vedno je ključna, kaj je ključno? To, da takrat, ko se odločiš čistiti z dimom, si izbereš določeno kadilo, karkoli ti paše v tistem trenutku, žajbelj, palo santo, lahko je tudi dišeča palčka konec koncev, a ne. Vzameš si nekaj trenutkov in takrat si prisoten, prisotna in fokusirana samo na to. Prižgeš kadilo z namero, da pač jaz se ponavadi tako naredim, da se notranje zahvalim kadilu, hvala, da mi pomagaš, in moja namera je, da me ta dim očisti moje energetsko telo, vse, kar ni mojega, naj gre, od koder je prišlo, in istočasno včasih lahko dodam, da vsa moja energija, ki sem jo mogoče razpršila tekom dneva, da se mi vrne, tudi to se lahko doda. To je že malo next level. Dovolj je že samo to, da se povežem z rastlino, dam namero, da mi pomaga očistiti moje energetsko telo, in to je to. Pokazala bom samo še žajbelček, da ne bomo predolgi. Tu je res moja namera samo v tem, da predam malenkost te informacije, zakaj sploh delamo čiščenje z dimom, smudging po angleško, a ne.
To ni nekaj, kar smo si zdaj izmislili, to so starodavne prakse. Svete rastline in njihov dim so uporabljali vsi naši predniki, vse tradicije. Ne govorim zdaj samo o šamanizmu iz Amerike, ampak tudi naši predniki so uporabljali pač to, kar je bilo verjetno pri nas. Imamo tudi določen les, določene smole, ki so jih potem prižigali in z tem dimom očistili sebe. Zdaj sem govorila, kako čistimo sebe, isto lahko narediš, seveda tudi za prostor in fajn je, da narediš. Če ne vsak dan, pa vsake toliko, da isto prižgeš kadilo, fajn je imeti potem neko tako posodico, zato da pač, kad pepel pada, da zadržiš, da ti glih ne pada po celi bajti, Lahko je tudi školjkica, razne zadeve. In potem greš po svojem prostoru, po sobi, po hiši, po stanovanju. Posebno pozornost lahko daš kotom ali pa recimo kakim takim predelom stanovanja, ki se res dosti uporabljajo, kavč, postelja, nujno spalnica, in samo z dimom prečistiš. Isto naredi, energetsko bo očistilo prostor, vse, kar je tam zataknjenega, zastalega, se bo očistilo in sploh je super to narediti, ko so kakšni večji premiki ali pa se počutiš slabše. Absolutno, če recimo čutimo, da se nas nekaj loteva, virusnega, žajbelj, palo santo, tudi fizično dezinficirajo prostor. Že zaradi tega je super prižgati, istočasno bo energije malo pognalo, razpucalo, razpršilo vse, kar nima tam biti, in to je to. Uporabljaš lahko tudi palčke, zdaj v naslednjih videih bomo šli tudi v detajle posameznih kadil, poante posameznih kadil. Tukaj danes sem hotela samo pokazati ta glavna, žajbelj, palo santo, palčke. Jaz sicer imam rada zdaj sploh zadnje čase čim bolj naravne palčke, ampak evo, tudi palčka naredi tak dim in če nimaš nič drugega, tudi s palčko se spuca. Tukaj je gor kopal od te Sagrada Madre, ki so res 100% ročno narejene palčkice in to je to. Tudi s tem dimom se spucaš, lahko pa potem daš seveda v stojalček, in si jaz dam tamle zadaj bom dala in potem delam z računalnikom in mi istočasno pač tole pomaga energije zbalansirati. Poleg tega, da itak odišavi prostor, pomaga pač tudi umiriti, fokusirati energijo. Evo, če imaš še kako vprašanje glede uporabe dima teh rastlin za čiščenje, lahko napišeš v komentar, lahko napišeš tudi na naš mail in jaz priporočam čiščenje z dimom vsak dan. Zakaj? Bo tudi tema naslednjega videa, če ne pa vsaj enkrat na teden, da prečistiš sebe, prečistiš svoje stanovanje.